Ja, vedno na te spomnim se, ko sneži, je rekel Žan Serčič, ampak jaz pa vedno pravim, da vedno se spomnim na vas, ko pride vaš komad. Z mano sta, bom rekla, 2/4 Powerk, Sergeja in Cvetana. Dobro jutro. Dobro jutro. Ej, babnice, ta prave ste. Ja, Jaz, jaz komi čakam naš koncert, ne? Me Zdaj, tudi, že me to tudi. soboto? Ja, Že to soboto. Že to soboto. Ja. Veš kaj, mi smo nahajpani že po mojem kak mesec ali da dobro, res mogoče malo več, ko sem že vedela za to, ko mi čakam, ker Powerke ste en tak statusni simbol ženske energije na odru. Kak lep kompliment. Hvala, joj. Ja, no, zdaj se vračate, zdaj se vračate, ste se vrnila na sceno po kolikem času? Po zelo dolgem času, ne? Če pogledamo, naprimer Popstars Tour je bil leta 2002. Tako da, zdaj si pa preračunajte. Par let nazaj. Par let nazaj, imate prav. Ej, ampak Power Dancers je v bistvu ime, ki ga poznamo vsi, ki smo odraščali v 90-ih. Se kdaj spomnite na vaše začetke? Seveda. Velikokrat, ja. Kako je to Veliko izgledalo? ljudi tudi ne ve, da smo mi smo naprimer prvi album izdale, mislim, da bo drugo leto naša 30-letnica, ampak predtem je skupina obstajala že praktično, ti si plesala že v osnovni šoli. Ja, ne? že v osnovni šoli, pravzaprav kot 14-letnica sem začela prav v zasedbi Power Dancers plesni skupini. Ja. Ko sem bila 16 let stara, pa smo imeli že prvi album zunaj. Ja, to je šlo pa res ekstra hiter, ne? Hitro, ja. Zdaj 4 dekleta, 6 albumov, Jaz ne vem pravzaprav koliko. 15 videospotov, tako so napisali. Ok. Bo že tu nekje. Dajte mi sam zaupati, a se mogoče spomnite, kjerga videospota, da vam je postal res, da vam je ostal v spominu, tako res ekstra, snemanje, sam komad, outfit, ne vem, karkoli. Ja, meni je najbolj ostal v spominu, pozor, ker nas je tako nazeblo. Ja, Snemali res je. smo po zimi v Škofji Loki v eni zapuščeni tovarni pri -10 in to cel dan, pa še v noč se je zavleklo. Nobenega ogrevanja. Ja. Prav ekstremne razmere, no, tako da vem, da tisti je bil prav tak fizični in psihični podvig, res. Tudi zgodba je taka posebna, naprimer, ko Sergeji dajo nož na vrat, ne, naprimer, moji otroci me zdaj še vedno sprašujejo, ne, kaj to je bilo res, mislim, so res to z vami počeli, ne, pač ne vejo še, da je to bila vse igra in res je bilo nekaj posebnega, ja. Režiser je bil Izidor Farič. Tako. In imeli smo tudi prav specialne note, fante iz... Ki se nam niso smeli razkriti, in ker so bili original, ne igravci, ne, ampak res original resnični. iz specialnih Ja. not, ekipa z nami, tudi na posnetkih se jih vidi in še danes ne vemo, kdo so bili, ker si Tako, niso sneli tako. mask ves čas. Ja. Torej, če je slučajno že kjer ta stric specialc v penziji, se lahko razkrije, bodo naša dekleta zelo vesela. In mogoče, evo, se nam pridružite tudi v soboto, 13. decembra na Krekovem trgu v Celju in dekleta še enkrat uradno tudi vi spoznate, oziroma one predvsem vas spoznajo. Ker, Tako. Bomo A to veš- pesem tudi tam zapele, pozor. absolutno. In lahko mogoče specialci pridejo tudi polke pomagati na oder. Ja, Si bomo zamislili, kaj, ja. lahko naredimo karaoke ali pa kaki plesni vložek, recimo. Ali pa kaj se repajo. Ja, Evo, punce so se upogumle. Dajte mi še samo eno stvar povedati. Zdaj, samo karizmo imate že od samega začetka vaše kariere. Ja, hvala. Kaj pa je glavna skrivnost vašega uspeha? Kaj mislite, da je to tisto, kar je bila tista bomba, da ste ostale na sceni? Jaz bi rekla, da naša vztrajnost, pa predvsem naša kompatibilnost, da smo vse približno enako nore. Ja, jaz sem hotela povedati to pač na malo bolj fin način. Ne, da, Zakaj bi bila fina? No? vedno je bila, mislim, je bila velika komponenta to, da smo mi vedno v vsakem trenutku uživali. To pomeni, ali je bilo treba narediti nekaj takega, kar mogoče ni bila naša prvotna zamisel,
Ampak smo to obrnili na ta način, da smo našli nek smisel v tem zabavo in ta zabava nas je vedno gnala k novim idejam in te ideje so kar pokale in kar naenkrat so se tudi uresničile, ne? Ker smo, ne vem, snemanje za specialci si verjetno niti nismo zamislili, pa se kar zgodilo, ne vem, vozili smo se za helikopterjem, potem prihajali iz topa oziroma iz tanka ven za vojake, ob eni priložnosti skočile z bungee jumpingom, naprimer, to je moj največji dosežek, ker me je zelo strah višine, namreč jaz prenesem 2 metra, pa nič več. Ja, medve smo bile skupaj na bungee vrhu pripete, ker smo skočile v tandemu in Svetlana se je tako tresla in ko smo padale dol iz dvigala, ko se moraš vreči, je ona imela zaprte oči, sem rekla, odpri oči, da boš videla vsaj, kaj doživljaš. Tako jo je bila strah, no, da ful se je tresla. Ja, enako nore, no. Enako nore? Tako. Ja, no, jaz pa pravim, jaz pa pravim, da enako nore tudi pravijo, da ni še konec in naredimo malo pauzice, potem pa nadaljujemo. A v redu? Super. Ja, pa smo nazaj v studiu Radia Fantasy, Šuši sem z vami in pa seveda tudi Power Dancers. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Ja, punci sta prišli polni energije, pripravljeni za sobotni koncert, ki bo na Krekovem trgu v Celju. Jupi. In naj povemo, da je brez vstopnine. Ja, to pa je res odlično. Pridite vsi. Brez izgovorov. Brez izgovorov. Zdaj, punce, začele ste lansko leto, če se ne motim, turnejo z Popstarsi. In imeli ste v bistvu kar razprodano Ljubljano, pa tudi Maribor, mislim, da je bil razprodan, če se ne motim. Ja, res je. Je bilo kar veliko ljudi. V Ljubljani smo imeli 25.1.25 in je bilo super vzdušje, polna dvorana, izjemen dogodek za vse nas in za organizatorja, zato smo rekli, da bomo ponovili še v Mariboru 10.10.25, kjer je spet se ponovila uspešna zgodba, vsi smo navdušeni, publika je bila enkratna, polna dvorana. Ampak kakšni so bili pa občutki, glede na to, da je kar nekaj vode preteklo vmes med zadnjim nastopom in zdaj? Koliko ste se spravili recimo pa nazaj v formo, pa koreografija, pa pet nazaj, pa se veš, mislim, kondicijsko je zahtevno, ne? V bistvu smo prvič se dobile, ko smo pripravljali točko za obletnico oddaje 101 Houra, torej Poglej in zadeni. Takrat nas je on v bistvu pritegnil in prvič mu je uspelo nekomu nas združiti in privabiti na oder. Ker jaz sem tudi že probala prej, pa ni šlo. Ja, ne gre, ampak enostavno ni bil pravi trenutek. Ne? In takrat smo pripravljali točko Bombo in Ujemi me. Ujemi me, pozor. Ujemi me, Bombo, pa pozor. Tako en tak miks in potem je v bistvu iz te ideje potem se nadaljevalo v Popstars turnejo. Kateri datum je bil zastavljen, oziroma da bo samo en koncert. Tako da malo smo se spraševali, ali bojo res tam ljudje še znali peti naše pesmi ali ne. In smo bile zelo, zelo, zelo presenečene, res, ker ko cela dvorana v eno zna vse, je to nekaj nepopisnega. Ne? Ravno tako potem v Mariboru, našem domačem. Ja, v bistvu vaša besedila so se vsem zasidrala v male možgane. In to sem se že jaz večkrat spomnila. Če bi matematiko učili na podlago Power, jaz mislim, da bi vsi imeli ne 5, ampak 10. Ja, ker veš, tako smo si zapomnili vaše besedilo, bi si marsikdo hotel tudi vsebino kakega predmeta. Neverjetno je bilo, ja, res smo bile tudi same zelo presenečene, ker publika je pela takrat, ko mi sploh nismo pričakovali. Ker pričakuješ, da se pridružijo na refrenih pa na nekih bolj zapomljivih delih, ampak so znali vsa besedila, kot da bi bilo včeraj. Kako pa je šla koreografija? Ste jo kaj spreminjali ali so dejansko koreografije ostale enake?
V bistvu smo te pesmi, ki so najbolj koreografsko bile, že takrat dodelane. Torej, mi smo sodelovali z Željkom Božičem, naprimer, on velja za tako slovensko hip-hop legendo, koreograf plesalec, za Liso Kellogg, ki je prišla večkrat iz Los Angelesa k nam in tudi mi smo šli k njej. Tako da te koreografije so točno take, ki so bile Niše konec, Bomba, Pozor. Naprimer, največ koreografij smo seveda ustvarili tudi same, no, ampak te najbolj zahtevne so original. Ja, čakaj, čokolada, Sejšeli? Barbados. Ja. Pa une kitke. Tako, pa vse. Boste, prosim, da Barbados, ne vem, kako se zdaj prav reče, ampak pripeljali tudi na Krekov trg? Bomo čokolado zapele tam tudi. Dajte še malo peska, prnes bomo zašafljali. Se strinjam, ja. Malo na odera, veš, pa kako, palmo vam pa lahko postavim. Imamo jo tamle. Tako da vsaj en delček, kopalke bomo oblekle pa čez kombinezone. Ja. Da smo tak. Zdaj, sobota, Krekov trg, kaj lahko pričakuje Krekov trg od vas? Boste polne energije, tako kot včasih, kot vas imamo v spominu? Pokala bo, eksplodirala. Mi ne znamo biti drugače. Ja, zapele bomo vse naše največje uspešnice, ne bo manjkala Bomba, bo Pozor, bo Čokolada, bo Norost. Mislim, da nas ne bo zeblo. Nas ne bo zeblo, ne, tako da bomo ogrele vse, ki pridejo. V glavnem, in tudi vi, dragi poslušalci, dajte si pogledati videospote in se naučiti koreografijo, da bomo lahko tudi ne samo peli, ampak z vami tudi zaplesali, ne? Seveda, ujemi me ponovadi zelo hitro znajo. Ja, ker ima dolgo besedilo, ne? Ujemi me, In tudi koreografijo, no? Koreografijo na refren, ujemi me, kar publika ponovadi zna. Nekaj osnovnih korakov bomo mogoče tudi zdaj posneli, da se lahko naučite, evo, do sobote imate še celih 5 dni. Jaz bi dodala mogoče še to, ena posebnost za Celje, da bomo na celjskem koncertu odpele pesmi, ki jih nismo, naprimer, zraven ostalih, tudi te, ki jih na Popstars tej turneji nismo zapele. To pomeni, kot je že Sergeja rekla, Všeč si mi, naprimer z našega prvega albuma, Moje telo kriči z našega prvega albuma, Hey baby, tako da ene pesmi se bojo pojavile prav v Celju prvič. Ekskluzivno v Celju. To soboto na Krekovem trgu Power Dancerki z vsemi svojimi hiti, lahko rečemo. Tako, pa pesem Norost, naprimer, ne, je to bila ena taka. Ampak, okej, zdaj pa tak, vem, vsak človek ima svoje prepričanje, zato verjetno boste tudi vi dve imeli morda drugačno mnenje. Cvetana, za tebe najboljši komad ever od Power, ki se ga ne naveličaš? Ne morem, samo enega. Enega. Kjer ti prvi pade na misel? Ni še konec. Sergeja? Pozor, vedno. Pozor. Ja. Napadam te. Sergeja je bolj divja, očitno. Ne vem, zakaj mi je ta. Pozor, Bomba, ujemi me, to so moji 3, ampak pozor, vedno. Ja, imamo kar, če pogledaš naše naslove pa besedila, smo imeli kar napadalne. Mislim, ni še konec, ne, to je začetek. Koliko pa kaj vaši otroci gledajo na vaše kariere in vse to skupaj? Jaz bi lahko rekla, da moj sin je zelo spoštljiv do tega. Tako, sicer z distance on opazuje, ne komentira kaj preveč, ampak se mi zdi, da je ponosen, no, da ga ni sramno. Ja, kjer ga otroka bi pa bilo sram, da je mami da powerka včasih. Moj sin je v ta hudi puberteti, ne, ko pač se ta odnos starš-otrok malo spremeni, ne? Ampak je mama še vedno tako bom rekla. Super. Cvetana, jaz bi pa rekla, da pri meni, naprimer, imam 3 punce, stare so trenutno 10, danes ima ravno srednja 16. rojstni dan. Vse najboljše za Vse najboljše imajo. In pa najstarejša je stara 18 let. Naprimer, moje punce do 2-3 let, dokler nismo bile pristojno Auerju, niti niso vedele. Jaz doma nisem veliko o tem govorila.
Tako da ta najmlajši, bom zdaj rekla, da ona res gleda s tako velikimi očmi in ne more verjeti, ko je bila v Mariboru na koncertu, da je to mama bila tam na odru, ne, in da so vsi peli te pesmi. Tako da mislim, da so kar ponosne, no, vse. Ja, jaz mislim, da si dobila ti kar plus točke, no? Pri svojih puncah. Tvoj sin pa, verjemi mi, Sergeja, če zdaj še ne bo izkazal svojega mnenja, tako konkretno ga bo pa malo kasneje, ko bo rekel, oh moj bog, tole je bila pa moja mami, ne? Ko se bo mogel malo pohvaliti pred drugimi. Ja. Ja, nič hitro še eno vabilo, ker čas se nam je žal iztekel. Eno vabilo za vse naše poslušalce, da se nam pridružijo. Ja, pridite vsi na Kreko trg, to soboto. Ob 8 zvečer, bomba bo, ne bo nas zeblo, pa če bo ne vem kaj padalo z neba, mi bomo vtrgali, rasturali, v en glas peli. Pozor, pripravite se. Ja, res se veselimo. No in s pozor bomo tudi zaključili naš intervju, Sergeja, evo, želje so se ti uresničile. Hvala vama, punci, ker ste prišli in definitivno se vidimo v soboto, 13. decembra, to je že ta sobota ob 20. uri na Krekovem trgu. Hvala vama. Adijo. Čau.